Me zelo veseli, dober dan, pozdravljena, gospod Pretnar, gospod Komac, dve osebi, ki ju zelo cenim in trenutna pozornost gre begunski krizi. Prihod emigrantov, naval emigrantov na Evropo. Prosim za vajen komentar. Mi se preveč ukvarjamo z samim pojavom beguncev, ne ukvarjamo se pa z vzroki. Torej, ampak tudi to ne velja, da govorimo o nekih geopolitičnih vzrokih, o nekih agresijah imperijev na ta arabski svet, ki je danes uničen, v imenu profita nekaterih, ki želijo z uničenjem služiti ekstra profite in zavlajati s surovinskim bazom sveta. Govorimo o tem, da je begunska kriza, kadarkoli v zgodovini se pojavlja, se vedno pojavlja kot neka civilizacija v zatonu. To je simptom zatona. Zdaj, če primerjamo, bi rekel, te zatone v zgodovinskem kontekstu, lahko ugotovimo nekaj zelo pomembnega. Propad Rimskega imperija. Še preden je zahodni del propadel, se je razdelil na zahodni in vzhodni del, vzhodnemu pravimo popularno Bizanc. Ampak pogledajte, zahodni del je propadel, ker je bil tako rigidni, ker je bil tako tok, ker je vztrajal na svojih rešitvah do konca, dokler ga niso kot hišo iz kart podrli barbari iz severa. Mi smo danes, če primerjamo družbena dogajanja v antičnem Rimu, v zahodnega provijence, popolnoma istem, vse isto se dogaja, oni so imeli Limes, mi imamo Schengen, oboje je bilo nebranjeno, oni so imeli profesionalno vojsko, mi jo imamo, tudi tam je bila strahotno povečanje razlik med bogato, noro elito in plebsom, tudi oni so imeli silovito povečanje davkov, zato ker je izjemno padlo številčnost prebivalstva, Rim je padel iz 40 milijonov na pod 20 milijonov, od časa avgusta do spada leta 406, razvrednoten denar, skratka vrsta paralel, predolgo dele navajati, se je dogajalo. Zahodni del Rimskega cesarstva ni bil sposoben nobenih reform spočeti, kajti njihova elita je izgubila državotvorni kompas, državotvorni instinkt. Žurali so, kot se sodobno reče, do onemoglosti v neskončnih bakanalijah, dočim je pa po drugi strani vzhod, torej Bizanc, uspel narediti radikalne reforme in s tem preživel zahodni del imperija vsaj za 1000 let. Torej šele brutalna vojaška agresija Turkov je v 15. stoletju zrušila bizantinsko državo, ki je uspela preživeti samo zato, ker je naredila radikalne reforme. Torej, mislim, da je to krasen vzor tudi lahko za našo sedanjo Evropo. Če smo sedaj v konfiguraciji zatona Zahoda, ki je analogen zatonu zahodnega dela Rimskega cesarstva, se lahko veliko naučimo od tega, da je Bizanc preživel, ker je naredil radikalne reforme in če Evropa tega ne bo postorila, jo čaka propad. Ampak mi ponovno rešujemo simptome, ne? Postavljamo ograje. To pomeni eno totalno sterilnost, eno totalno upad nekega kreativnega, ustvarjalnega duha, ki je itak zatrt, kajti v svetu, kjer je nadvse velja samo moč denarja in moč vojske, tam ni kaj dosti razmišljanja. Tam je samo vulgarna sila in vulgarna špekulacija in tukaj ne moramo iskati rešitve. Torej v svetu, kjer, če gledamo že Slovenijo, kjer se zatira umetnost, kjer se zatira kreativni duh, ustvarjalni duh, kjer se v šolske programe uvaja reprodukcija obstoječega znanja in neko pihnanje na pamet, vse to producira neke idiote, ki niso sposobni ustvarjalnega razmišljanja. Ne? In nas čakajo težki preobrati, težke reforme, če hočemo rešiti ta zahod pred, ne samo zato, pred propadom. Ampak je treba ozavestiti vzroke, ne? Najprej. Kaj pa? Vzroki so zgodovinski. Če gledamo naše učenje zgodovine, ki je linearno, ne? Torej mi se zgodovino učimo po neki linearni premici časa, ne? In tukaj iščemo neke kauzalnosti, neko vzročnost, ki je v zgodovini ni. Zgodovina ima cikle, vsaka civilizacija ima nek zametek, ima nek vzpon, ima nek vrh, ima nek zaton in nek propad. In če ugotavljamo danes, da nas objemajo, dobesedno in zajemajo simptomi propada, potem nam morajo vsi alarmni zvonci brneti ali pa tuliti
ali pa naučki konec koncev bližajočega se propada, če ne bomo takoj se lotili temeljitih reform, bomo pač propadli kot je Zahod. Kje vidite te temeljite reforme? Oba dva, prosim. Ja, meni kot mikrobiologu je sorazmerno težko v tem momentu se odzvati, ker je to pravzaprav področje, ki mi ni najbolj blizu. Veste, bi moral govoriti o antropologiji in seveda to vprašanje, ki je postavljeno, Tonetu in meni, mene pelje bistveno dlje nazaj, me pelje nekako v evolucijski del. In če se vrnem pa v ta trenutek, v ta prostor, v katerem recimo živim kot posameznik, kot oseba, kako doživljam, bom rekel, mogoče zelo po domače. Evropa je na široko odprla vrata in seveda s tem je vse svoje potomce prikrajšala za prostor. V naravi so stvari omejene bodisi z energijo, seveda s hrano in pa seveda so omejene tudi s prostorom. Evropska populacija je seveda s tem, ko je odprla meje za prišleke. Odprla jih je za tiste, ki potrebujejo naše sočutje, ki potrebujejo našo pomoč, ki se borijo za svoje življenje, kar se mi zdi pošteno in korektno in pravilno. Seveda jih je pa odprla hkrati tudi nekaj ekonomskih migracij, ki ima mogoče me bo to ne popravil, posledice v času obeh svetovnih vojn in pa seveda našega ravnanja v novejši zgodovini, ko smo poskušali na podlagi tretjega sveta si nekako pridobiti nek privilegij, si bolj olajšati življenje. Prenesli smo svojo umazano industrijo v njihovo okolje, eksploatiramo njihovo okolje, skratka delujemo napram nepoštenje. Torej, neko nepoštenje, ki se odvija v imenu evropskega človeka, se nam zdaj vrača kot nek bumerang, ne? In z tem nepoštenjem in tem bumerangom smo pravzaprav, bomo zapolnili nek življenjski prostor, ki je recimo v slovenskem prostoru, če primerjamo slovenski prostor z japonskim prostorom, zelo razkošen. Imamo gozdove, v katerih se lahko gibljamo, imamo prostor, v katerem se lahko spustimo, nismo prostorsko omejeni. Ampak ta prostor je zdaj dan na razpolago neki novi populaciji, ki se je pač z raznih razlogov začela premikati iz enega dela kontinenta na drug del kontinenta. Mikrobiološko bo to sigurno pomenilo velik izziv. Ta trenutek smo šele v nekem toku. Gre za populacijo, ki verjetno ni precepljena, gre za populacijo, ki ni navajena na mikroorganizme našega področja, mi nismo navajeni na mikroorganizme iz kraja, z katerega oni prihajajo. Skratka, tukaj zna postati en velik zdravstven problem. Kako pa bi po vaše morala odreagirati Evropa? Jaz mislim, da je to že zdavnaj preseglo kompetence Evrope, da je to stvar za Združene narode, ki je pa žal v tem primeru nek papirnat zmaj. Ja, pes kalaja, pa nič ne grize. In se ne zgodi nič konkretnega. A pa je sploh v interesu svetovne politike, da razreši ta problem? Jaz mislim, da ne, kajti če gledamo kontekstualno, zgodovinsko, že iz te 3 Kolumove karavele, ki so izplule 1492 in odkrili novi svet,
takrat se je začela v bistvu globalizacija. Ampak ta globalizacija, ki se je takrat začela, je bila točno ista, kot je danes, ko je poimenujemo pač uradno globalizacija. Torej, neizprosno, brezobzirno, brutalno uničevanje kulturnih identitet narodov. Če gledamo zdaj, kaj so storili staroselci na Severni Ameriki, na Južni Ameriki, potem tudi v delih Afrike in Azije, potem vidimo, da je neko brutalno izkoriščenje in naravnih virov in človeških virov, da se spomnim služne in tako naprej. Kdaj so bili šele služni ukinjeni, zelo nedavno, zgodovinsko, in bi samo dopolnil gorazda, kajti ta udar zdaj nazaj, ki prihaja Evropa peš, je samo poplačilo. 400 let brez obzirnega ropanja je potem ljudi prignalo na rob eksistence in v težke izkušnje. Ampak zdaj, mi zdaj lahko govorimo o nekih posledicah, če o tem sploh govorimo, so zadnji neke agresije, neke vojne, neke eksploatacije. Po drugi strani, tisto, kar nas čaka, ko bo pošla globalna prehranska kriza, potem bodo te množice šle v 10 milijonske, v vseh smeri. In vse to kaže, da je zahodna civilizacija do te mere dekadentna, razpadajoča, torej ni sposobna se samo organizirati v neki normalni obrambi, ali pa normalnem senzu preživetja. Torej gre za to, da smo, tako kot so Rimljani zapustili Limes in pustili nebranjene meje, smo tudi mi zapustili Schengen in pustili nebranjene meje. In ti barbari, ko so prišli takrat severa, imenovani barbari, jaz ne bom tem ljudem iz juga rekel, da so barbari, to je lahko poniževalno v tem trenutku, ampak hočem povedati, da so samo posledica istih zgodovinskih dogodkov, ki se v zgodovini ciklično ponavljajo. Torej, nič novega ni pod soncem, vse, kar je že bilo, in če je človeštvo si predstavljamo kot neko kolo, ki se kotali, torej vsaka točka na tem kolesu se spet enkrat vrne na tisti del, ki ga mi zaznamo, ki ga doživljamo, samo da je malo drugačna, da je malo drugače eksponirana. In bi morali vedeti, Zahod bi mogel normalno že vrsto let prej pričakovati, da bo do tega prišlo. Je to neka normalna reakcija na nevzdržno stanje, ki je na celotnem planetu, kajti če gledamo zdaj globalizacijo, kdo se pa je globaliziral? Edin velik kapital, pa kriminal, kar je pa isto. In posledica tega vsesplošnega ropanja ne more biti drugega kot horde, ali pa ne bom govoril tolpe, ali pa kaj tazga, ampak množice obupanih in poniženih, ki pač iščejo en prostor preživeti. Vse smo jim mi povedali, da je Evropa najboljša na svetu, da je pri nas socialni sistem najboljši, da je pri nas podpora beguncem maksimalna, normalno. Če mi izkoriščamo neke luknje v zakonodaji Evrope, bodo tudi ti begunci izkoriščali, da se bodo vojni begunci pomešali z ekonomskimi imigranti. Torej, vsak si poskuša... Še klimatske spremembe imamo na glavi in ko bo te klimatske spremembe pognale še Afričane v beg za golo preživetje, potem si ne znam predstavljati, da bi v tej konfiguraciji sveta lahko karkoli še eksistiralo, razen fatalne globalne vojne za vero. Zato jaz opozarjam, da ekonomija, nenehno opozarjam, vsa leta, ekonomija neomejene rasti je ekonomija rakavega tkiva. Edin rak ima neomejeno rast in v tem omejenem svetu pridigati o rasti, o obnovi rasti, pomeni zame vojno hujskaštvo in te politiki sodijo na mednarodno vojno sodišče, kot hujskači k vojni. In točno v to nas potiskajo. Torej, če je ideal potrošniška družba, ki ne troši strahotne naravne vire in s kompeticijo, s tekmovalnostjo sili v svetovno vojno za vire, na drug stran pa producira milijarde lačnih in brezpravnih. Pazite, kakšna je pa razlika med gulagom, ko govorijo stalinizem, pa komunizem, pa gulagi, pa teror. Kakšna je pa razlika med gulagom pa med slamom na sodobnem zahodu? Torej, na gulagu zdu vse en lambarček ali pa eno kibelca šorbe, v slamu ne dobiš nič. To so, vidimo, da morate stvari poimenovati s pravimi imeni in če bomo tako naredili, da bomo najprej priznali, da je to velik problem in da ni problem v posledicah, ampak problem v vzrokih. Ko bomo če vzroke rešiti, potem jaz mislim, da bomo Torej, posledično, če rešujemo vzroke,
se bo tudi ta Seveda, humanitarna kriza razrešila. Pazite, humanitarna kriza je kaj drugače, če imate vi milijardo lačnih, ki so lačni doma, a pa če imate 100 beguncev, ki bežijo pred neko bedo. Vse to je isto. Kaj je po vašem glavni vzrok? Ne vidimo, begunce imamo pa na mejah. Evo, kaj je po vaše potem glavni vzrok? Kaj je tisto, Kapitalizem neomejen. Jaz mislim, da imamo tukaj s Tonetom danes, da nekako sestavljamo mozaik, ampak da nimamo dovolj podatkov, da bi lahko odgovorili na to vprašanje. Nekako skozi internet v nekih valovih vsake toliko časa pride New World Order, novi svetovni red in tako naprej. In seveda v tem novem svetovnem redu je evropski človek moteč. Seveda to tisti, ki smo izkusili delo v Združenih državah Amerike in delovali v Združenih državah Amerike, znamo danes zelo jasno videti to razliko. Slišalo se bo ponižujoče, grdo, mogoče nesramno, ampak mi je popolnoma vseeno, kako bo to kdo razumel. Eksodus Evropejcev, ki je zapustil Evropo, sigurno ni bil med tistimi, ki so tukaj prosperirali. Torej, odšlo je preko luže populacija, ki si tukaj na tak ali pa na drugačen način ni uspela zagotoviti eksistence. To je bil en večji zgodovinski premik. Evolucija, 500 let, odkar je Amerika odkrita, pa na razmišljanju in v populaciji ne pomeni veliko. Razlika med delovanjem enega Evropejca in ali ene evropske strukture, ene ameriške strukture, bodi si v laboratoriju, bodi si v produkcijskem procesu, je poenostavljanje. Pri nas v Evropi poenostavljanje ni. Od tebe se zahteva, ko dobiš neko ustno naročilo, da ga boš tudi primerno svoje izobrazbi izpolnil. Ne rabiš listka, ne rabiš nekih podnapisov, ne rabiš posebnih stvari. Na drugi strani luže je pa sistem zelo poenostavljen, je narejen, bom rekel po domače, trotl zihar. Vsakemu se vse napiše, vsakega se strenira samo za neko določeno funkcijo, ki jo dobro opravlja. In seveda te funkcije potem sestavljajo nek produkcijski odnos. To pomeni, da imamo na eni strani intelektualni potencial, ki je sposoben bistveno več operacij kot na drugi strani. In seveda ta ameriški sistem funkcionira in tudi dobro funkcionira, samo je partikuliran, to pomeni razdeljen med več osebkov, ki skupaj v nekem dobrem organizacijskem sistemu naredijo podobno kot recimo produkcijska zadeva v Evropski uniji. Kaj hočem povedati? Gre razliko v razmišljanju, gre razliko v intelektualnih potencialih in individualnost, ki jo najdemo v Evropi, razmišljanje, svoboda govora in tako naprej. To so vse stvari, ki so za New World Order izredno moteče. Ljudje, ki razmišljajo za svojo glavo in seveda šolski sistem, ki omogoča neko takšno razmišljanje individualnih posameznikov, je nemogoče podrediti v kakršnekoli obliki. Podrediš si lahko populacijo. Se pravičujem, ampak ni videti, da ne bi bili podrejeni. Jaz mislim, da danes pravzaprav zelo malo ljudi razmišlja svojo glavo. Večina ljudi misli, da razmišlja svojo glavo, ampak to ni res, ker drugače situacija ne bi bila takšna, kot je. Medijska manipulacija je dobesedno nemogoča. Normalno povedal človek, ki nima trdnega odnosa, predvsem do samega sebe. On v teh poplavi, teh nekih udarih, popolnoma nepomembnih novic, ki v bistvu brišejo tisto bistveno, kar se v zadnjih dogaja. Torej, ljudje enostavno niso sposobni iz teh črepin informativnih sestaviti nekaj realnega mozaika, neke podobe
kaj se sploh v svetu dogaja. Kaj je v ozadju, ne? Zato se Ker naslednji dan je spet 15 novih informacij, pa 15 novih razbitin in torej afirmacija realnega, zdravega uma, ne, je na eni strani problem. Zakaj? Zato, ker je cilj centrov moči, ki producirajo nenehne informacije, je točno glavni cilj udara je razbit zdravi razum posameznika. Ne? Da človek ne bo več sposoben realne slike videti in da bo za tega nemočen, da bo za tega prestrašen, frustriran in enostavno funkcionalno nesposoben mentalno. In zato pač posledica tega je, da ljudje vedno manj gledajo poročila in potem bežijo v virtualni svet, v neke reality šove, v neke virtualne zabave, neke umišljene svetove, kar jim je zadnji nekakšen azil, ampak to je pa cilj elit. Ja, cilj elite, ne da se ljudje aktivirajo, da zahtevajo. Pazite, mi izgubljamo osnovne državljanske pravice, ki so jih naši predniki stoletja si izborili. Poglejmo samo pravice ženskega, pravice delavskega razreda in tako naprej. Kaj vse je zdaj diskreditirano in kaj izginja, ne? Uničenje socialne države. Ne? Torej, dokaj so bili ruski tanki ropotali na mejah Varšavskega pakta, je zahodni kapital bil darežljiv in je futral srednji razred nička več denarja, ne? Da se ne bi slučajno spomnil kakšne revolucije, ne? Socialistične pa socialne, in zato je bil ta močen srednji razred pojem zdravega zahoda. Čim so ruski tanki nehali ropotati, evo konc socialne države, velik kapital je začel brutalno uničevati srednji razred, kajti ni bilo več zunanjega strahu za njih. In zato oni reproducirajo strah na to bogo populacijo, da ne zmore več nekega racionalnega premisleka in domisleka. Po drugi strani pa vidimo, da študentska populacija, ki je vedno nosilec uporov v zgodovini, so jih danes podaljšali študij, s tem so jim podaljšali odvisnost od staršev in s tem so utišali njihov naravni nagon po uporu. Vidimo, da je cel scenarij narejen zato, da se na eni strani naredi neko 1% elito, na drugi strani pa eno množico brezpravne raje, ker ni sposobna razmišljati več. In če ne bomo presekali v trenutku tega, zdaj, potem bo moj naslov knjige kar v živo prišel, če boste molčali, bodo kamni govorili, torej, če bomo še zdaj tih, se bomo vsi znašli na ruševinah. Ja, potem bodo pisali, kako preživeti. Dajmo priročnik, kako preživeti. Ne kako biti vitek v 14 dneh. In mi dva to še pomniva, kako preživeti. Če bova preživela dovolj dolgo, potem bova lahko napisala dovolj priročnike. No, in potem najbolj bizarno je bilo, če bi vse teh ruševin tega sveta, ko je vse zbombardirano, posekatirano, nekdo pa našel priročnik, recimo, kako se znebiti celulita. Pa kaj svetujete nam, Slovencem? Na svet prosim, kaj lahko v tej situaciji, ki ljudje so zgubljeni, ne vidijo, kaj je pripeljalo do sem, kaj bi bilo potrebno spremeniti. Vsi kažemo samo na politiko, vsi kažemo samo na neko ekonomijo. Kaj naj običajen človek, ki ni na nobenem položaju, stori? Kako lahko prispeva k izboljšanju oziroma sploh k rešitvi, da ne propademo? Postaviti moramo močno lokalno socialno mrežo medsebojnih povezav, pozabiti to, da smo en drugim sovražniki, konkurenti in spoznati tisto, kar ima slovenski jezik v kodi, torej srečanje pa sreča to je enako, torej če nekoga srečaš, ti ne prinešaš srečo. Torej, mi se iz tega naučimo, da so naši predniki sodelovali in da so v najtežjih življenjskih preizkušnjah preživeli samo zato, ker je mala lokalna skupnost sodelovala. Nihče ni bil lačen, če niso bili vsi lačni. Sebičnost, pohlep, če to zganjamo naprej, bomo padli na finto, ki nam jo servirajo od zgori dol. Če bomo pa ustvarili močno socialno mrežo, bomo pa odprli polje odpornosti, torej moči, lokalne moči, prepoznali bomo to, da moramo vse te osnovne biotske potrebe rešiti lokalne. Torej, gradno strehe nad glavo, hrano in vodo, obliko in obutev, energijo,
torej socialno varstvo pa varovanje nemočnih, zdravstvo in šolstvo, če bomo to imeli lokalno pošlihtano in rabimo ene globalizacije. Ti bomo lahko preživeti udarek nas čaka. To ne, ravno to je trn med peti. Mi kot Slovenija smo lahko zelo velik trn med peti, če citiramo zdajle Godina, ki pravi, da se skozi vse te zgodovinske prepihe v slovenskem prostoru ohranja tisti lokalni prav. Vse se med sabo zmenja. Ja, vem, če je to umeščeno v turbokapitalizem, imamo srajne. Če je pa umeščeno v tisto, kar Vesna Godina izredno podarja kot prednost Slovencev, da se mi znamo lokalno zmeniti, čeprav nezakonito. Kolikor gre za solidarnost, jaz sem sam primer povedal. Ko je Slovenija udaril žled, ki je bilo nekaj 100,000 ljudi brez elektrike, nekaj dni, smo ugotovili kar nekaj presenetljivega. Socialna mreža se je obnovila. Kje je bil takrat turbokapitalizem? Kje so bili takrat tajkuni, pa bankiri, pa politiki? Pa vojska. Pomagali so starodavne socialne vezi med Slovenci, gasilci kot najbolj znana stava organizacija, torej delovali so tisto, kar mi znamo sami organizirati, in to nas je rešilo. Politiki so se prišli samo slikati na lokacijo, vse ostalo je poskrbelo ljudstvo samo, ki ima zgodovinski refleks samoorganizacije, torej mi še to vedno znamo. Zdaj ne vem, bomo čakali, da nas zadene ekonomski ali pa prehranski žled, kolegica, da bomo kaj odreagirali ali ne. Ne je prosila za nas. Vzel sem si kar razmislek, krik primarnega producenta, če govorimo zdaj za slovenski prostor, krik primarnega producenta, torej kmetje, ki so se zbrali tukaj zgoraj pred Ivanom Cankarjem na ploščadi in so povedali, da ne zmorejo več. To je, odmislimo vso globalizacijo. Primarni producenti v naravi so osnova. Brez te osnove v katerem koli biološkem sistemu sistem propade. Bomo imeli, sta iz moje strani dva nasveta v slovenskem prostoru. Tisti, ki ste v mestih ali v obrobju mest in nimate možnosti najeti kose zemlje ali si sami pridelati hrano, vzemite si čas, ta čas bo za vas dragocen. Poiščite si svojega kmeta, s katerim boste komunicirali, od katerega boste kupovali pridelke in bo postala, kot to napravi, to neka lokalna naveza med lokalnim delom in med mestom. Ta vez manjka. Tisti pa seveda, ki pa imate možnost pridelave lastne hrane, pa vzemite v najem zemljišča in si počnite sami pridelovati zdravo hrano. To vam bo dalo neko stabilnost, nova znanja, oziroma osvežili boste nova stara znanja. Mladi nekako prebujajo eno iskrico, ki je pa zanimiva, pa jo se premalo dotaknemo, minimalizem. Nek novo gibanje, da se pa vendar ne vprašamo, ali imamo doma preveč stvari, ali res vse te stvari potrebujemo. Te mlada dekleta in mladi fantje, ki nekako razmišljajo v to smer, minimalistično smer, kjer zagotavljajo zase v nekem svojem bivalnem prostoru res tisto osnovno, kar potrebujejo, in se odpovedujejo tistemu, kar je preveč. Tisto, kar polni naše garaže, kar polni naše podstrehe, ki polni naš napuh napram sosedom. Zelo enostavno, narava ne zmore več polniti supermarketov. Kuga potrošništva, ne? Ok. Zadnje vprašanje. Da zaključimo tam, kjer smo začeli, z begunsko krizo, strah, predsodki, ogroženost.
ker te ljudje prihajajo. Kaj pa to? To namreč mene spomni na vzorec druge svetovne vojne, kjer je bilo to uperjeno proti Židom. Kaj svetujete ljudem? Naj se vdamo tem predsodkom, strahovom? Bodimo pozorni in ne berimo med vrsticami, bi rekel. Tako kot sem omenil prej, da morda s Tonetom nimava dovolj podatkov. Modrost in intuicija včasih povesta, ki nas poskušajo zavesti v te čustva, razmišljanja, v strahove, v ksenofobijo, v nesprejemanje drugačnosti, na podlagi česar se odpovedujemo empatiji. Seveda je pa hkrati pa potrebno postati buden in poskrbeti za svojo osebno varnost. To pomeni, bodimo pozorni in ne dovolimo, da se z nami manipulira. Jaz mislim, da je vsak posameznik, vsaj tisti, ki imamo že nekaj sivih las in sivih kocin, dovolj preteklih izkušenj, da preberemo seme vpliva. Zelo kratek. Tako begunci kot državljani Evrope ali pa Slovenci, kako temu rečemo, smo žrtev, ista žrtev. To je posledica enega zloma sistema, ki ni bil sposoben delovati preventivno, ki ni bil sposoben artikulirati problemov tega sveta in jih reševati. Torej, vsi skupaj zdaj moramo na kjerkoli način začeti sodelovati in najti najboljše rešitve, kajti dejstvo je, da so to fatalne posledice enega zloma. In zdaj še cajt delegirati, časa pa ni veliko. Se zahvaljujem za ta pogovor. Tudi jaz, hvala.